Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Naša tokratna gostja je višja državna tožilka Dragica Kotnik, ki je k nam v Zasavje prišla iz Kopra. Lahko rečemo kar daleč in lahko rečemo tudi, da so bili na Izlakah problemi, ne? Dobrodošli v našem studiu. Dober dan, gospod Gošte. Niso bili problemi in nisem oddaleč. Po moje celo Slovenijo prevoziš v 2 urah. To je pa res. Tako da to je relativno, a ne. Z veseljem sem prišla. Je pa res, da sem prvič tukaj in da sem imela pripombo, ker ni označen kraj Kisovec. Ja. Na Izlakah, ne? Zato smo imela manjši spor, ampak mislim, da bo zdaj pa. Sva ga rešila in vi ste potem našli pot do nas, ne? Veliko razlogov je, zakaj smo vas povabili v studio, ampak najprej bi se pa sprehodila skozi vašo pravniško pot. Že zanimivo je bilo tisto, ne, ko ste v času, ko se je začela tista vojna za samostojno Slovenijo, se vi iz Kopra odpravljali proti Ljubljani. Mislim, da ste imeli takrat pravosodni izpit, ta najpomembnejši izpit v življenju, ampak... Ja, res je. Na dan vojne za Slovenijo, ko se je začela vojna, oziroma na dan državnosti zdaj, 25. 26. junij, 24. 25. 26. junij sem jaz opravila pravosodni izpit. Zanimivo je pa zato, ker sem jaz kot pravnik po svoji presoji šele s tem izpitom postala pravnik, sem se počutila ne z dnem, ko sem diplomirala, ampak z dnem izpita. Na izpit sem pa prišla tako, da sem rabila pomoč rešilca, ampak zaradi tega, ker se je začela vojna, a ne, jaz sem bila na poti iz Kopra v Ljubljano na izpit. Nismo nič vedeli, da bo cesta zaprta, da se začenja vojna, a ne, v bistvu. In na Črnem Kalu je bila cesta zaprta, barikade. Ljudje tam, ki so nas ustavili, so rekli, da to gre za res, da smo v vojni, a ne, in da nihče ne more preko Črnega Kala do Ljubljane, razen rešilcev. Zdaj jaz nisem mogla verjeti, jaz človeku razlagam tam, ja, ma glejte, jaz imam pravosodni izpit, mislim, jaz moram priti v Ljubljano, jaz imam pravosodni izpit, človek me gleda, mislim, gospa, gremo, ne. No in potem sem toliko se z njim, mislim, jaz sem tam začela jokati in se z njim dogovorila vsaj to, da mi je dovolil, da telefoniram. Jaz nisem imela mobitela in vem, da je bila ena baraka in potem, ker sem toliko bila naporna s tem in je pač rekel, glejte, pokličite, a ne, to vam lahko dovolim. Tako da sem jaz potem takrat poklicala v Ljubljano na komisijo, ker seveda tudi me niso vzeli za res. Zdaj, tako je, ne, pravosodni izpit je po moje kar naporno obdobje za vsakega, ne glede kako trden ali pa tak, to je preizkus, ne, svojih zmogljivosti. Tako da je tudi možno, da človek, ki je sicer čist normalno funkcionira, tudi mogoče marsikaj zdrži, ampak da za tak preizkus se zlomi. No, in so me tako dojeli, kot da... Da ste se zlomili. Ja, ker jaz sem recimo šla pred tem pogledati, kako te izpiti izgledajo, in sem tudi bila prisotna pri enem primeru, na moje sošolke, s faksa sem se spomnila te gospe, pač na izpitu je samo jokala in pa vem, da, mislim, obvlada, no, recimo, da je znala, no, najbrž ne znaša, ne, ampak se zlomiš, ne vem, zaradi česa, jaz se pač, no, in so me tako dojeli. In potem, kaj zdaj narediti, tam smo čakali, mislim, da sigurno uro, dve, ne vem kaj, no, in potem smo imeli srečo,
mi smo bili drugi avto v koloni, ki ga niso spustili več v Ljubljano in potem je pripeljal en rešilc in jaz v tisti paniki, ker pač me je nekdo peljal na izpit. Pelji! In mi smo šli za oni so barikado odprli, mi smo šli za rešilcem, ne. In potem normalno, da sem prišla v redu, cesta je bila prazna, ni bilo prometa, tako da ja, no, in tudi na izpitu je šlo v redu, tako da sem jaz takrat izpit naredila. Takrat je že bil tudi na izpitu ali pa na sodišču takrat. Kje se je delal izpit? Na Vrhovnem sodišču sem imela, takrat mislim, že da je bil bila gospod komisija. Masleša tudi tam? No, gospod Masleša, ne vem, če je takrat že spraševal izpite. Gospod Masleša je bil v bistvu takrat moj sodelavec, čeprav jaz sem bila najnižja, ne, kot pripravnica, on je bil pa višji sodnik v tistem času. Po izpitu, to je bil pač zadnji dan izpita, ne, ustni del, imeli so kolegi tudi iz Kopra tudi probleme, tako da izpita takrat niso opravili, so ga potem kasneje, ne vem, par mesecev kasneje. No, in ko sem se vrnila po izpitu nazaj v službo, pač meni se je takrat, vsakemu se gre, ko narediš izpit, če imaš željo biti na sodišču, da dobiš mesto, ne, strokovnega sodelavca, no. Seveda je bilo govora potem o novem stanju v Sloveniji, o vojni in tako naprej. In iz tistega časa izvira ena znana beseda gospoda Masleše. Pripihovanje. Ja, res, mislim, to je gotovo bilo izrečeno, zdaj to smo vsi slišali na sodišču. Nekateri so slišali to, tudi vi? Mnogi. Ja, mislim, da sem. Lejte, se ne spomnim, sem pa zdaj, ko so sodniki o tem povedali, ne, drugi sodniki, ko se je to sem takoj spomin, ja, seveda, sej to je bilo, ampak, a veste, sej, jaz pa težko zdaj ocenjujem, ker recimo, odvisno kakšen človek si, jaz tudi imam kakšno skovanko, ne. Ker so mi še v študentu včasih so se smejali, da bi morala slovar izdati, tako da ne vem, v kakšnem smislu je bilo rečeno, najbrž tako, kot so povedali. Jaz normalno, kot pripravnik se z višjimi sodniki ne družiš, ne, jih spoštuješ, jih gledaš od daleč, ampak bil je tam na sodišču takrat en bife od spodaj in tam pa smo vsi pili kavo, malicali pač tako in tam se spomnim, da je tam. No. Da bo hitro konec, ne? Ja, dobro, na nek način, ne? Marsikaj, ja. Ja. Vi ste bili v svoji karieri tako sodnica, ne, kot državna tožilka. Seveda ste še, ampak ste zdaj tudi nekako v disciplinskem suspenzu. Se ne vem točno, boste potem razložili v drugem delu oddaje. Najprej, kot sodnica, je to želja vsakega pravnika, ki gre študirati pravo, da bo potem delil pravico, da bo razsojal v pomembnih zadevah, vi ste, ne, kar nekaj let? Ja, moja je bila, no, že kot otrok sem si v bistvu predstavljala, da bi bila sodnica, ne. Čeprav zdaj danes vem, da je moj sanjski poklic tožilka, ne. Ampak kot otrok sem si tako imela samo sestrično, dosti starejšo od mene, ki je bila tudi, se vsi tako pravili, na Koroškem je živela, pač od mamine sestre, hčerka, edinka in ona je, pravili so, Beba je bilo njeno ljubkovalno ime, advokat in meni se je zdelo tako sem se počutila, da ne, tako mi je bilo, to mi je bilo lepo in ne vem, tako sem se videla, ne. In ko sem jaz pač hodila na pravo in to sem se seveda predstavljala, meni se je zdelo za sodnika, da to pa si top pravnika, ne. Vrh. Ja, da to je pač vrh. In ja, predstavljala sem si, da bi bila, želela sem si postati sodnica. In ko ste bili sodnica, ne, ste razsojali v hudih zadevah, tudi verjetno, ne, ste se morali odločiti, poslati koga v zapor, mu dodeliti kazen. So bile v tem času kakšne grožnje, ne nazadnje, ne, sodnik koga, ne, pošlje v zapor, ne. In to seveda tistemu, ki gre v zapor, ne paše. Ja, no, glejte, seveda v takih in drugačnih zadevah sem razsojala tudi v gospodarskih Jaz sem praktično ena izmed redkih, ki sem po vseh oddelkih delala in sem bila, recimo, začela sem
po izpitu sem bila zaposlena na sodišču kot strokovna sodelavka, kot sekretarka sodišča v Kopru, ampak to bi bil zdaj direktor, a ne? Ampak glejte, primerjava dela, sojenje ali pa strokovno delo in tisto sekretar, jaz nisem sploh hotela povedati. Meni je bilo to, jaz imam pravosodni izpit, mislim, meni je bistvo dela je stroka. Tisto pa je manj zahtevno delo, kot recimo Škrlec je pa generalni direktor, ne, pa direktorji sodišča, se s tem nisem, mislim, nepotreben naziv. In kaj se je zgodilo? Ta mesta so dosti boljše plačena kot tisto, kar je resnično delo. Mislim, zahteva stroko, čeprav pustimo, a ne, sej tudi sojenje. Imaš ti sodnike, ki bolj površinsko, kar je veliko tega vidim po... To ste potem kasneje videli, ja, ne? Od spočetka ste mislili, da je to vse pošteno, da je to vse, potem, da se vsi poglobijo sodniki v zadevo, tudi v spis, času, ko sem jaz bila začetnik na sodišču v Kopru, jaz moram reči, je bilo še, čisti začetek je bilo še temeljno sodišče, bil je predsednik sodišča, ki je največ zadev rešil kot sodnika, ne samo predsedoval, potem za njim je prišla predsednica, izjemno delovna ženska, glavnino zadev na oddelku je rešila, ni bilo nekega izogibanja, ampak in jaz sem te ljudi tako gledala, mislim, delovne, zdaj problemi ali pa tisto med sabo, to ne veš, ti si tam, ne vem, začetnik, si v pisarni, imaš delo, študija, ogromno. Sploh, če to resno jemlješ, ja, ne? Seveda. Kot ste vi. No, potem je bilo pa tako, to je bilo eno obdobje, ko je bilo precej gužve, precej kandidatov za sodniška mesta, za mesta strokovnih sodelavcev in vem, da v Kopru je bilo, ne vem, mesto bo za enega, mladi sodniki, a ne, mlajši kader, mesto bo za enega, 2 se je vsake toliko govorilo, vsi v drugi, pripravnikov pa ne vem, ali pa strokovnih pa 10, kaj jaz vem, ne. Tako da, no, sem delala in na nepravdnem oddelku, na zapuščinah, na začetku. V bistvu sem delala samostojno, sodnica je podpisovala, v tistem obdobju sem bila tudi sekretarka sodišča. Potem je pa bilo mesto na tožilstvo. Takrat je bil uveden institut pomočnika državnega tožilca in sem, mislim, da me je koprski tožilec povabil oziroma sem izrazila interes, da bi začela. Tako da sem bila leto, pa sem prvič zaprisegla kot tožilka, kot pomočnica tožilca in sem približno leto pa pol to delala. No, potem pa me je pač takratni predsednik sodišča, vedeli so vsi, da si v bistvu da se poglobite v zadeve, ne? Ne, da si želim biti sodnica, ja, ne vem, tudi tako, pridna sem bila, ampak v glavnem sej te mlade pohvali še ne. Potem sem pa kandidirala za okrožno sodnico in sem bila okrožna sodnica v Kopru 7 let. In s tem, da sem bila sodnica na kazenskem oddelku in na civilnem. Jaz sem oboje delala in tudi dežurala v preiskavi. No, potem sem delala 2 leti na senatu, Republiškem senatu za prekrške. In potem sem bila na višjem sodišču v Kopru, vodja oddelka za prekrške, pa sodnica na civilnem oddelku in tudi na kazenskem. Zdaj ste pa nekako videli, da nekateri od vaših kolegov, ne, sodniki, ne jemljajo delo tako resno, kot ste ga vi. Vi ste mi prej dejali, da ste celo spise, da ste šli nazaj v službo popoldne, ko ste doma skuhali kosilo, ne, vmes je bila družina tudi, ne, 2 otroka imate, ne. Ja, 2 otroka imam, ja. In ste šli nazaj delati tudi sobote, nedelje, ne. In ste študirali, ste bili pripravljeni na sodno razpravo. Zdaj ste pa videli, da pa nekateri niso. Ja, to, no, sej, kot vodja oddelka sem že recimo videla, da so, ne vem, kolega, višji sodnik, če ne ve, da obstaja komentar zakona, ne, tudi se vidi po odločbah, a ne, tako da, ampak takrat se nisem še toliko s tem ukvarjala, to je pa zdaj kasneje, ne, ti, ko si sodnik, mislim, vsaj jaz, pač v svoji pisarni, dela ogromno, ne vem, bile so ves čas te norme, jaz sem bila sploh med unimi ne normaši, ampak
torej osebami, ki so, ne vem, komaj imele normo, ne tiste, ki imajo že junija, ne vem, 160 ali pa 200%. Zdaj, ta moment, jaz ne vem, imajo na sodiščih še normo in kako to, ampak seveda. In potem ta norma je pripeljala do tega, da so ljudje bili iznajdljivi, a ne? In so se jemali mogoče zadeve, ki so bolj rutinske ali pa pač jih lahko reši tudi pomožni kader, pike pa grejo njemu, recimo, ne? Ja, no, to sem opazila od kolegov, recimo tudi je bilo veliko tega, ko so se začeli taj bolj obsežni spisi, vsi so tekli na vpisnik, pa kako ne bi smel spis priti enemu, pa drugemu, pa tretjemu. Moram reči, že nikoli nisem šla na vpisnik v smislu, da bi se pritožila, ne, da nekakšen spis ne bi smel biti moj ali kaj takega. Ste ga vzeli in proučili? Ko sem pa prišla na tožilstvo, pol tudi tako je, a ne, jaz sem bila iz Kopra, in sodniki imajo te seminarje in tako. In jaz sem zmerom mislila, da tej Ljubljančani, ljubljanski sodniki so bolj zverzirani, bolj strokovno usposobljeni, ker je to le center in da hujše, težje, bolj zahtevne stvari rešujejo, ne. Ampak ko sem pa, seveda potem je pa naključje hotelu, povabili so me v to skupino državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, kadra je manjkalo in jaz v momentu sem se skoraj odločila, da je to, ne, pač sem se odločila za to službo in ko hodiš pa ti v sodne dvorane k drugim, je pa, ja, takrat pa, to se me je pa odprlo, pa tudi dobivaš akte, a ne, in ne vem, mislim, ne da se zdaj hvalim, da si, ne vem, pameten ali da si prepotenten, ampak to je grozljivka, kaj ljudje podpišejo, kaj dajo iz rok, sodniki, ja, ljudje, sodniki so, tudi sodniki so ljudje, a ne, sodnice v glavnem, res grozljivka in to je pa tako pomanjkanje znanja, a ne. To sem opazala že. Nas lahko glava boli, nas lahko skrbi. Skrbi, ja, kaj pa vem, tiste, ki bi jih po mojem moralo skrbeti, jih ne, ampak sem videla, saj vidite, to se tolerira, a ne, ker ne glede na kvaliteto tega, a ne, kar dajo ljudje iz rok, so potem inštance, ki določene stvari dejansko pokrijejo, ampak tudi z inštanc dobiš, vidiš odločbe, no, mislim, res, ki včasih res, vodo, no, mislim, ne pijejo vodo. Res, ja, včasih res ne in zelo strokovno šibke, no. Kako ste vi to gledali? Ste bili razočarani nad takšnim spisom? Ja, zelo sem bila. Jaz sem pa tudi znana po tem, da nisem nič diplomatska, ja, in jaz recimo na tožilstvo, pa tako kolegi normalno mislim, pa recimo prvič veš kakšnemu sodniku si ga prej tisto in si strašno sem bila razočarana in potem recimo v Ljubljani je bilo se za eno sodnico govorilo najboljša pač sodnica, celo odvetniki po televiziji in tudi kolegi moji na tožilstvu, ja, mislim, ja, ne, ta pa je, ne. In jaz rečem, kaj je takega naredila ta ženska? Pa se to je minimum, kar jaz pričakujem. Mislim, jaz pričakujem dosti več, a ne. Jaz pričakujem dosti več. Mislim, to je bilo velikrat, potem sem sigurno bila znana in to se potem seveda ta glas se je razširil tudi do sodišča, tako da nekih pristašev tam ni. Tudi zaradi tega potem zdaj te problemi, ampak greva še na en par stvari, ki ste jih v intervjuju recimo za Demokracijo, pa tudi na shodu odbora 2014 izpostavili in sicer zasledil sem eno zanimivo zadevo, ki je bila razvpita v Sloveniji. Zaradi tega je recimo nekdanji mariborski župan Franc Kangler izgubil celo mesto državnega svetnika, ker, ne, to ste vi kar lepo obrazložili. Ja, jaz pač takrat, lejte, do tega nastopa pred odborom je prišlo čist iz osebnih razlogov, iz razlogov, ki temeljijo na pravu in na pač, meni se je zdelo potrebno, da se tudi na tak način svoje mnenje oziroma ta zapažanja izrazim.
In ker to so pa tako eklatantni primeri, no in ko sem razmišljala, kaj bi na odboru povedala, jaz sem to v medijih zasledila. Dobro, Kangler je, kar je, tisti občani, recimo moj brat tam živi z družino, in je imel tudi, ne vem, ko je bil še Kangler župan, joj, ta Kanglica, včasih pri očetu se srečujemo, je imel kakšne pripombe. V redu, a ne, mislim, logično, tudi jaz imam mogoče kakšno pripombo, če župana v mestu, kjer živim, a ne, ampak to pa nikakor ne upravičuje dejstva, da lahko ti potem kar z nekimi balasti oziroma z nekimi obtožbami, ki niti ni nič, človeka daš postopek in, ne vem, ga razrešiš in mu v bistvu politično ga... 6-mesečno zaporno kazen, kar je ravno dovolj, da zgubi mesto državnega svetnika, ne? No, mislim, to je kriminalno. To je kriminalno, to je napak, tudi če bi obtožba vzdržala, a ne, če sodnik preračunava za to, da on ne bo imenovan, pa če drži, ok, pa ti moraš imeti, ne vem, za zlorabo Kanglerju, vem, da jaz sem to pač z neta dol si dobila to odločbo in ko berem izrek, ja, ni zakonskih znakov. Ne vem, kot župan je predlagal, a ne vem, kaj je že bilo, ali stanovanje za neko čas, vse ne vem točno, kaj. Vedeževalka, ja. Ja, in kaj pol, če je predlagal? Mislim, kaj potem? Tudi, če je to vedeževalka, ne vem, vse so druge, mislim, če ni očitka, ne, da je to predlagal za nekoga, ki sploh ni bil pravičen in da mu je ta nekdo potem nekaj drugega v zameno dal, a ne, mislim, to ljudje sploh ne, pa to ni prvi primer, ne, to sploh ne razumejo kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja. In meni se je to takrat, ko si to bral, opis, pa prečrtaj ime Kangler. Sej, jaz tako berem sodbe, a ne. Prečrtajte imena, jaz sem prepričana, primer Kangler, Patrio, če bi prečrtal imena ali pa dal ime iz drugega, recimo političnega pola, to nič ne bi bilo obsojeno. Nič. To sem pa prepričana. Ne? No in če se vrnemo na Kanglerja, to je bilo potem... Dobro, on je zgubil mesto, potem je bilo pa to na višjem sodišču razveljavljeno. Na vrhovnem celo. Je bilo razveljavljeno in mislim, da je tudi primer šel mislim, po moje je to zaključeno. Ampak on je še vedno brez mesta državnega svetnika, ker ga je zasedel nekdo drug, ne? Ja, jaz se s tem pol nisem ukvarjala. To se pravi, so že nepopravljive posledice tu. Ja, odvisno kako ta gospod oziroma oškodovanec oziroma ta predmetna oseba na to gleda. Je pa res, ne, seveda, če bi jaz bila v tem položaju, seveda, če tako gledamo, so to, seveda nepopravljive posledice, a ne. Sej tudi, ne vem, predsednik vlade je zapustil vlado oziroma zaradi poročila KPK, ne? Ja, in poročila več nikjer ni, zadeva Patria pa zdaj je jasna, da ni nič, ne? In kje je pa, mislim, vlada je pa zdaj že ne vem koliki drugi predsednik, ne? Ampak hočem reči to, v redu, če bi bila to pomota, je pa problem prava v tem, zdaj, če tako gledam, ni potem neke poti, take normalne, pravne, ki ti da človek zadoščenje dobi. Zdaj najbrž so možnosti za odškodnino, najbrž jo bojo ljudje tudi uveljavljali, ne vem, imajo pač zastopnike, ampak je zelo težko priti potem do tiste satisfakcije, čeprav pravo v temeljnih načelih, a ne, za najmanjšo figo, jaz vas užalim, pa že pravo določa, satisfakcija vam gre, a ne? Kaj pa v teh primerih? Mislim, da bojo ljudje zelo težko, mislim, rabiš energijo, čas, denar, tudi pravega strokovnjaka, ki ti bo sploh znal to izterjati. In kdo ve? Zdaj, če jaz na teh primerih, ko sem jih videla, in ko potem pogledaš, kam spadajo te ljudje, ki so taki primeri, po drugi strani je pa tudi kar nekaj primerov, ko bi človek pričakoval, pa ne, ni treba biti znanstvenik, ni treba biti ne vem kaj, lejte, ne vem, če nekdo na neki funkciji ponareja podpise ali pa si daje člane, ki dejansko niso in je to evidentno, ne,
je to kaznivo in je malo čudna sodba oprostilkov. Recimo, ne vem, to sem se spolj. Ampak je pa recimo politično pa na drugi plati. Vse to ste tudi... Ko potegneš nit, se točno to pokaže. Jaz sem pač to o tem govorila, kar se pokazalo. Ne? In v tem govoru pred Vrhovnim sodiščem ste med drugim dejali približno takole, da lahko, da je posamezni sodnik ali pa da so tudi vsi sodniki lahko nekega političnega prepričanja. Seveda lahko je tudi stranka, ki je v postopku političnega prepričanja. Ampak, ko se sodi, razsoja, se pa ne sme se mora pa po tem kazenskem zakoniku. No, ja, glejte, to je tisto, Zdaj, formalno, itak večina sodnikov ni, formalno, tudi jaz nisem nobeni stranki, formalno, ne vem, zdaj, če ste vi, mislim, formalno veliko ljudi ni, razen teh strankarskih, ki se deklarirajo in imajo te kampanje, Ampak smešnica je, normalno je, da imam jaz, če živim v neki državi, pa ni važno, ali sem trgovka, ali sem sodnica, ali sem ne vem kaj, imam mnenje. Ja, ko si pa po poklicu sodnik, pa nimaš mnenja, ali kaj. Smešnica. Potem pa sploh nimaš kaj soditi, mislim. Tako je, razumem. Imaš pravico, pa to je ustava zagotavlja. Seveda, prepovedano pa je, da jaz, če sem nekega prepričanja, če sem simpatizer nekoga, ki je... Član neke stranke, recimo, simpatizer, čeprav sem bolj simpatizer Dejana, recimo imam za vsakega kakšno pripombo, tudi, pa nismo si glih, recimo tudi osebe, ki se jim postavljam bran, ki me pripisujejo k njim, si mogoče nisem v najboljših odnosih zaradi kakšnih drugih stvari, ker sem jih kdaj kritizirala. No, jaz sem normalno, jaz imam pravico do prepričanja. Ja, upam si pa trditi, da ko pišem obtožbo, to je zdaj moje delo, ali pa ko sprejemam sodbo, si pa nikoli nisem, mislim, ti gre človek na živce, tudi po obnašanju, ampak nisem jaz nikoli nikogar obsodila zato, ker se je ni obnašal v skladu z mojimi pričakovanji. Recimo, kakšne te zelo razživcirajo v sodni dvorani, lahko, niti podrazno, da bi zato dal obsodilno sodbo ali pa hujšo kazen. Lepo vas prosim, In to je tak primitivizem, ampak tukaj v primerih, ki se jih izpostavljajo, pa to očitno. Kot da si norca delajo, ali kot da ne vejo zakona, jaz ne vem. Ko ste vi prvič dobili spis ali pa ko ste si ga prebrali o zadevi Patria, kdaj je bilo to? Ko ste malce prebrskali? Za spis sem slišala prej, ko sem še delala, ampak tako je, spis ni bil moj. Pač kolegica ga je delala, če kaj povedala tam na kavi je povedala, drugo mene ne briga ta Patria, Sodbo sem pa prebrala, ko sem ostala doma, ker je bilo potem že, mislim, je bilo ta sodba, je bilo veliko po medijih in tako, jaz zdaj medijev vse izogibam, tako da bi jih brala, spremljala. Se sliši, to je bilo tako. In sem sodba je bila na sodišče, greš na spletno stran sodišča in si jo printaš. In ste si jo prebrali. Ja, in potem je bila tudi po teh. Ja, in sem vzela sodbo. No, že predtem sem v bistvu poskušala brati obtožni predlog, ker so moji kolegi to brali in jaz tam, ko prvo stran do pol sem prišla in potem mislim, to je pa en tak balast nerazumljiv. In to ni bilo, da ob kavi prebereš in razumeš, kar naj bi končno obtožba bila spisana za vsakega tako, da jo povprečen človek razume. To so bile ene klobase nerazumljive. Mislim, ampak nič ne moram reči, treba do konca priti, pa mogoče ne. No, potem sem pa to si vse sprintala in sem odmislila imena, In sem vzela, svinčnik pa zakon in sem iskala zakonske znake. Si ni komplicirano to dejanje. Kaj je bistvo? Ja, če si sprejel obljubo, nekje mora biti opisan ta sprejem, ne vem, vsaj okoliščine, to mora biti definirano. In mene ni, moram reči, da me ni toliko motilo, neznan čas pa kraj pa to, kar se je največ izpostavljalo. To zame ni bil tak ključni problem, čeprav lahko bi neznani, ali ne vem, kako je že bilo nedoločeni, lahko tudi drugače napišeš, v tem obdobju v Sloveniji, na Finskem, recimo, je čisto dovolj, pa
ne, o čemer se je lahko sklepalo pač iz drugih navedb, pa tudi o času, a ne, ampak ja, bistva ni. In meni, mislim, lejte, in zato... Kakšnega bistva? Bistva, konkretni znak je sprejem obljube. Ne? Zame tudi samo navedba nagrada je premalo definirana, ne mislim, ne vem, sprejem obljube denarja večje vrednosti, ki presega večjo, a ne, tam so po zakonu ali pa karkoli. Pač, ampak to so pač načini pisanja, ampak sprejem obljube, tega sploh ni. Sploh ni notri. In to je bistvo. Čakaj malo, ne? In zame je stvar končana. No, sicer, jaz sem potem obrazložitev vse sodbe, obrazložitve sem brala in moram reči, da prva sodba, mislim, katastrofa, a ne? Ampak ta sodnica pa tudi potek sojenja za moj okus katastrofa, ne? Tudi veliko pravnih teh, ne vem, dobro, vse so jo podprli, a ne, inštanca. Potem sodba, moram reči, da sodba višja se mi je še kar zdela, ampak ni bilo v smislu, ampak tako, v tem smislu, tako, še kar na nivoju je bila, vrhovna pa, mislim, res proti pričakovanjem. No. Višja se mi zdi še najbolj tako berljiva, razumljiva, sprejemljiva, ampak motlo pa je to, ker se bistva niso dotaknili in niso, recimo, so samo dopolnjevali in se je sodišče, kot neka opravičila, ne, za sodišče prve stopnje. Seveda tistega... Pa še vedno ne bistva, ne? Ja, ne. Niso, ne. Se ne moreš, ker to je že itak v obtožbi manjkalo, a ne. No, potem pa tudi vrhovno sem, ko me zanimalo in... Pa ste pričakovali, ko je bilo to na vrhovnem sodišču, da bo senat razveljavil ali pa odpravil sodbo? Glejte, ko se je Patria začela, če bi ljudje uporabljali zakon, ta in ZKP, a ne, se bi moralo že malo končati. Ne? To sploh sojenje ne bi smelo začeti. Ves potek sojenja. In to sem jaz rekla takratni generalni tožilki, ki enkrat, ko je bilo to že vloženo, ona se je rada oglasila na skupini in so vsi to, moji kolegi so probali brati to, in potem je bila pač debata. Barbara Brezigar. In potem pravi, mi pijemo tam kavo, jaz tiho, ne, vsi so nekaj povedali, pa pravi, kva pa ti, a si ti to prebrala, kaj pa ti misliš, ne? Pa sem rekla, glej, to je tako nerazumljivo, nisem prebrala. In pa sem rekla, glej, brez da berem, ti pa povem, Janša bo obsojen, ne? Obsojeni bodo. Kako pa ti to veš, ne? Strah, panika. Mislim, tako. Sem rekla, ja, glej, ta postopek, vse te okoliščine meni povejo, to se ne dela za to, da bo neko pravično sojenje in da bo oproščen. To se dela za to, da bo obsojen. Mislim, kaj tebi, ne? In jaz od vrhovnega nisem pričakovala. Jaz sem vedela, da bo obsodilna, ne? Tudi na vrhovnem. Mislim, jasno je bilo, jasno je bilo, da bo dali obsodilno ne glede. No in potem je šel recimo zaradi take sodbe. Še tudi zaradi sestave senata in teh okoliščin, kar se je dogajalo, je bilo čist jasno in tega medijskega spremljanja. To je bilo čist jasno, kakšno sodbo bodo dali. No in potem so se zgodile volitve, Janša je šel vmes v zapor, ne? Se je pritožil na Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je pa takrat dalo, vsaj po mojem, jaz sem tako razumel, ko sem tisto bral, pa tudi tista ločena mnenja, na nek način popravni izpit Vrhovnemu sodišču, ampak ne. Nekaj časa so zavlačevali in po 3 mesecih, 4 mesecih potem, zato so bila ta zborovanja pred Vrhovnim sodiščem tudi, je potem bila spet takšna sodba, ki je potrdila, ne, zaporno kazen, mislim, da 2 leti, ne, za vse, ne, upletene v tej zadevi in potem je spet romalo to na Ustavno sodišče, vmes je Ustavno sodišče enkrat tudi odločilo, da Janši ne ugasne, saj začasno, ne, mandat poslanca, ker je bil tudi izvoljen kot obsojeni, ne. No, veste pa, ne, kako je zdaj Ustavno sodišče odločilo, ampak reakcija je zanimiva, ne. Tudi sodnica, ne, tudi tožilca, pa če že tožilca človek razume, pa tudi vrhovnega sodnika, predsednika Vrhovnega sodišča, gospoda Masleša, ne.
Ja, glejte, no, zdaj, kar se tiče Ustavnega sodišča, jaz sem bila takrat razočarana, ko so dali nazaj, ampak jasno je, glejte, to pač ni namen nikogar, ki dela v teh institucijah na Ustavnem, da ti blamiraš ali žališ ali pa jim daš vedeti, upravičeno sicer, ampak ponavadi izbereš tako najmilejše te, ne. Dajte popraviti, ne? Ja, mislim, da se tudi, recimo, tudi ta zadnja sodba zelo milo, zelo formalistično, zelo minimalno, niso se spuščali, nič niso bili žaljivi, ampak glejte, odločitev Ustavnega je pa res 8-0, oziroma vemo tudi, kako bi se 9, ki se je odločil. Ampak res striktno zakon in na nivoju in da kdorkoli od sodstva teka okrog in kako ustavni sodniki niso... Mislim, to je pa, glejte, tak človek, jaz ne vem... No, mislim, da je gospa Pivkova, ne vem, očitala ustavnim sodnikom, da niso spisa brali. Pa se ni poanta o tem, ne? No, prvič ga ni treba brati, ko prebereš izrek, če že, drugič, mislim, da ga tudi ona ni brala, pa ni brala ne obtožbe, pa ni brala ne sodbe, pa ker bi se ne kazala okrog in se blamirala, ker zame, lejte, to pa pove več o njej in mislim, da niti zakona ne pozna. Je pa čisto možno, da ne pozna zakona, a ne? Je pa čisto možno. Je pa tudi tako, a ne? Zdaj, ona je sodnica najnižjega ranga, pač predsednica. Tudi, a veste, jaz kot sodnica sem dobila zelo malo razveljavljenih, moram reči. Eno, kot kazenska sodnica, en pripor. Ampak vem, pa niso imeli prav. Takrat so razveljavili, ker vsakem mas še bil na višjem. In mi je celo odvetnik rekel, odvetnik od obdolženca takrat pravi, dragica, to so ti, ne moreš, ti mora malo krila pristrišti, ne, da se ne boš domišljala, ne, Bog ve, kaj si, v redu, ampak niti podrazno, mislim, niti podrazno ne bi očitala nekomu, ne, višje sodišče mi to in to reklo, mislim, in nekdo, ki ima toliko zapovedati, kako ga je treba spoštovati, oprostite, mislim, res. No, in to me je zmotilo, to sem tudi pred sodiščem. Kako so vsi, kako je treba. V redu, odpiram Ustavo. Ustava meni pove, da si ti sodnik v službi ljudstva, tvoja naloga je, da spoštuješ ljudi, tiste, ki jim sodiš, v imenu tistih, ki sodiš in tako dalje. Pa gledam zakon, ma čakaj malo, ne? In res. In sodnice med sabo si čestitajo, pa primerjajo te ljudi pred sodiščem z nekimi... Čestitam ti za pogum, je napisala. Pogum, zakaj pa pogum? Znanje treba imeti. Vrhovna sodnica je to napisala. Če imaš ti dokaze, kak pogum pa rabiš? Dokaz pa zakon, kak pogum pa rabiš? Poseben pogum. Kaj pa vam je s tem povedala? Ma mislim, to je primitivizem. In potem enega v sodstvu ni, ko bi rekel, stop tem gospem, oziroma dejte, oprostite, mislim, kažete svojo to. Ne, in glejte, ne, to je bilo toliko tega. No, in tele nastopi in kako to ni zaušnica, ne vem. Lejte, tak sodnik nikoli ni prebil nekega kvalitativnega nivoja, ki bi ga moral imeti in ga tudi nikoli ne bo. In verjetno je polno tega na ljubljanskem sodišču. Ampak ti ljudje odločajo o sodi drugih ljudi, ne? To pa je problem. In če bi šla ta zadeva skozi primer, recimo, Kangler, ali pa primer Patria, Janša, potem nas je lahko, ali pa tiste, ki so na kakšni javni funkciji, upravičeno strah, ne? Da se lahko znajdejo pred sodiščem in so obsojeni tudi za kaj drugega, če jim v določenem momentu ne pašejo. No, glejte, zdaj tako je. Če se preveč politično ne izpostavljaš, naprimer na desnici oziroma pri SDS-u. Jaz to govorim, ker sem te primere, ki sem jih videla, lejte, komot vzamem primer v obratno smer, ma ga nisem videla, ne. Recimo, Anton Rop izdaja državne tajnosti, na tiho denarna kazen, gospod je še na funkciji. Mislim,
Kje so mediji in tako naprej, a ne? Pa verjetno še kakšen primer. Zdaj, jaz ne delam analize, prosim, ne? Ampak to pa je očitno bije ven, ne? Te okoliščine. No, in upravičeno strah. Recimo, še mene ni strah, pa sem zelo mislim, ne, no, nisem, ampak bom hmal spet neki, ne, verjetno. Ampak tudi zadeve, lejte, izpod kritike, ne, peljane in napisane in izpod kritike, ne. Ampak mislim pa, da ne, veste, večina je pa tako. Večina, sej tej sodniki ne bojo, ne vem, z ceste enega, ko se ne zanimajo, ko se ne izpostavlja v politiki, ga ne bojo. Ampak tudi tam manjka stroka. Sej so ljudje obsojeni, ko v bistvu sploh ni znakov, pa se ne znajo prav braniti, ne? Pa se sami, pa sprejmejo, pa da imajo mir, a ne? Pa kar to sprejmejo. Problem je, recimo, zakon ima določbo, kako je treba preizkusiti, ne? In tam točno piše, in ne vem, so standardi. Utemeljeni sum mora biti, da se sploh vloži obtožni predlog glede vseh zakonskih znakov. Je tukaj se pa zdaj, ker zakonskih znakov sploh ni, ki je šele utemeljeni sum, pustimo, dokazov tudi ni, a ne? In se vseeno obsodi. Ja, no, in potem tista Cvetka, indična sodba, kaj je to indična sodba? Kje se to najdu? Mislim, halo, to meni vse pove, da je to politično odločanje. Zato jaz izjemno spoštujem, mislim, ful sem zadovoljna bila, ker sem kasneje prebrala. Boste verjetno o Matejožu Krivicu govorili? Tudi ga bom omenila, ne, najprej bom gospoda dr. Janez Krajnc, pravne fakultete, bil moj profesor. Potem, ko sem jaz to patrijo si sama pri sebi razčistila, jaz pa pač najbolj sebi verjamem, ne, in sem potem slučajno v ena pravna revija prišla domov za sina, ponavadi ne odpiram, pa ne berem, to je bilo podprto in vidim dr. Janez Krajnc je pisal Patri in točno isto je dognal kot jaz. Sem rekla, dragica, super. Ker recimo to je oseba, ki zame v pravo nema, kakšen polipak je. On je tam profesor za rimsko pravo, pravnik par excellence, ne meša se, mislim, najbrž ima neko stališče, se ne spostavlja, ni tisti, ki bi mnenje po moje dajo za denara, ne, ta mnenja, kaj eni tej pišejo. No, to se mislim, ni omenil, da je tudi pri tej sodbi politični vidik, ne? Ni. Ne, nič ni omenil, ampak da mislim, to ni nič in da sojenja sploh ne bi smelo biti, ne? Da vse to je farsa, v tem smislu, bom še poiskala si ta članek, no, recimo, nisem vam ga prinesla. No, potem je pa gospod Matejož Krivic, pa svakamo čase je izpostavil, ampak on pa zelo poudarja, ja, da on se pa ne strinja, da je to politično. Seveda je. Vse okoliščine, ko jih daš, ker kako si pa vi razlagate, ne vem, kako se pa potem nekdo zleze do vrhovnega tožilca, če ne prepozna znakov. Kako, ne vem, vrhovni sodniki, okrožni sodniki, ne vem, ne prepoznajo zakonskega znaka, to je osnova. Mislim, kva si pa tukaj greš, a ne? In je tipično politično, a ne? In je tudi medijsko spremljavo. Mislim, tako jaz vidim. In mene to sigurno... No, prej ste govorili o spoštovanju, ne? Se spomnim takrat, ko je bilo tik pred odhodom v zapor, je Janez Janša dejal, da odločbo oziroma sodbo ne spoštujejo, bo pa upošteval, ne, normalno. In takrat so vsi zaupili, ne, ne spoštuje, no, vse to ste že razložili. Pa še nekaj, ne, ko so se začeli ljudje zbirati, pa to tudi vrhunski intelektualci pred vrhovnim sodiščem in protestirali na miren način, to niso bili granitne kocke, kar se je dogajalo recimo nekaj let prej. So vseeno nekateri komentatorji dejali, tudi ugledni, ne, da se tam zbira drhal. Torej ste tudi vi del drhali, ne? Glejte, ja. Če me pa zaradi tega kdo označil za drhal, nič hudega, kaže svojo kulturo. Kaj naj vam rečem? Jaz sem prišla pred sodišče, si sem teh ljudi poznala, tudi nisem tega tako spremljala, a ne, pač povabili so me in glejte, jaz imam svojo etiko ugrajeno in mislim, ne glede v kakih postopkih sem ali še bom oziroma sem bila, a ne, da
sem biser v tej pravni srenji, biser po etiki, morali, oprostite, tako pač je. Tako da, to si upam zdaj priznati, ko gledam malo z distance, zelo samokritična sem bila, a ne? No, in da nekdo to svojo kulturo kaže, Drhal, vi morate iti tam in videti te ljudi, to niso plačanci, kot so bili granitniki, ni jih nekdo poslal, a ne? Nimajo medijev za sabo, razen vas ali pa nekaterih padalcev, ne? To so srčni ljudje, pošteni, tam ni pravda za neko krivico, ker je naš, ne sme biti obsojen, pa tudi če bi ne vem kaj, ne? Ne. In tam so bile... Samo zahtevajo, da bi sodstvo opravljalo, pravosodje, sodstvo, organi pregona svoje delo. In tam so bile prebrane tudi mnogo odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer so bile razveljavljene sodbe, recimo tudi predsednika Vrhovnega sodišča, gospoda Masleša, pa ne ena, kar več, ne. To so bile vse prebrane, ne, koliko jih je bilo, kolikokrat je ta sodnik, drug sodnik. Vi ste rekli, enkrat, ne, je bila vaša zadeva razveljavljena, ne. To je bilo pa recimo na evropskem, ne. Tudi na ustavnem enkrat, zaradi kršitve ustave, ampak me je zafrknil zakonodajalca, ne. Jaz recimo sem sodila, no to, če dovolite, bi razložila. Tako da sem, ko so to brali, sem zdaj bojo pa mene prebrali, a ne. No, najprej bi rekla to, seveda to je zelo mila oblika in minimalna oblika protesta, legitimna. In, oprostite, označevati te ljudi z nekimi žaljivkami, zmerljivkami, na kateri se nihče ni odzval, na trenirkarje pa so se, mislim, če smo že pri tem, ne, reagiraj potem. Niti predsednik države, niti predsednik vlade, nihče, ne. Katastrofa, ne. Niti varuhinja človekovih pravic, recimo, Vlasta Nussdorfer, ne. No, jaz od nje, ker je kot človeka ne cenim, niti kot strokovnjaka, ker imam pač izkušnje z njo, a ne, niti nisem pričakovala, da se bo, ne, ker je tipični politični nastavljenec, pač po to, kar vem. In kot vidim njeno delo, nisem pričakovala, bi pa pričakovala, da so vsaj toliko diplomatski ali pa tej ljudje, da v imenu tiste farse, to je vse farsa, ne, te službe, da vsaj nek formalizem, higiena bi zahtevala, higiena njene funkcije bi zahtevala, da se odzove. No, to sem pa hotela reči, ena moja na ustavne, ko sem bila že tožilka, so celo na veliki proces prenesli odvetniki sodno prakso, ki je bila moja sodba na ustavnem razveljavljena zaradi kršitev ustavne pravice, ko sem jaz izdala kot sodnica. Jaz ostanem in rečem, ponosna sem na to sodbo, ne glede na odločitev ustavnega, ker je bilo pa tako. V tistem obdobju je bil zakon drugačen, ZKP, in nisem zaslišala tajnega sodelavca, s pomočjo katerega so bili dokazi zbrani za tisti postopek, kateremu sem sodila, ker takrat po zakonu v določenih teh, mislim, to je bil človek, ki je skoraj izgubil življenje, je bil v taki situaciji in ni bilo zakonske določbe, da ga zaslišim, oziroma jaz bi ga se moral takrat prositi za odvezo molčečnosti generalnega direktorja policije in če tistega nisi dobil, nisi smel. Nisi mogel zaslišati. Potem se je pa zakon menjal in je zaradi tega bilo razveljavljeno. Tako da jaz sem tudi takrat pred sodiščem hotela tem ljudem dopovedati, da so kršitve in kršitve. Zdaj meni se zdi, in to se meni zdi hudo, kršitve ustave, temeljnih človekovih pravic in tako naprej in zakonodaje iz razloga politične pripadnosti moje in tistemu, o katerem sodim. Potem so pa druge kršitve, ko ni ta element, ko res narediš strokovno napako, ali pa ko rečeš, ne vem, razkiram, pa grem, ali pa ko se zakon menja, kot niti nisi mogel drugače ravnati. Je pa kasneje ugotovljena kršitev. Recimo tudi zbiranje podatkov operaterji,
so jih zbirali, so imeli neko zakonsko podlago, ja, potem pa dobimo sodbo sodišča Evropske skupnosti, ko je direktivo razveljavilo, ustavno sodišče naše potem zakon o elektronskem razveljavilo in je to zdaj vse nezakonito. Pa ni takrat nihče imel namena, da bo en mu škodoval z namenom, da bo en mu škodoval, bo teral zdaj en postopek ali ga prislužil. Ne, a ne? Je treba razlikovati. Tako da, ja, so brali, zdaj ne vem, jaz nasploh nisem kaj preveč s številkami, ne, s številkami, ker recimo, ja, sodstvo super deluje, a ne, pa vsi postrežejo številkami. Ne, lahko imaš 100% rezultat po tistih svojih normah, pa zame to sodstvo še zmerno ne deluje, a ne. Mislim. Greva ob koncu oddaje še na vaš primer. Zdaj, verjetno se ta primer navezuje vsaj delček tudi na prejšnjega predsednika protikorupcijske komisije, ki je zdaj pravosodni minister, gospod Klemenčič, ki tudi v teh zadevah, v razveljavljeni sodbe ali pa vrnitvi na tisto prvo inštanco Ustavnega sodišča v zadevi Patrie nič kaj nikogar ne bo v narekovajih odstavil, ne, ali pa predlaga odstaviti, niti v tej zadevi okrog Fišerja pa imenovanja, političnega imenovanja. Mislim, da Škrleca je, kako se ne vem, kako se ja. Se kar mečka, ne. Je pa recimo zaradi odločbe KPK-ja, takrat je pa zaradi poročila KPK, kar ste že prej omenili, padla takrat druga Janševa vlada. Ja. In zdaj je bilo to vse razveljavljeno in nično, ni nič, ne, kar se je zdaj ugotovilo. Nimate dobrega mnenja o njem? Ne, o Klemenčiču nimam dobrega mnenja, ja, skozi delo, a ne. S Klemenčičem sem se prvič osebno srečala leta 90 v Parizu na OECD-ju. Takrat je bil on državni sekretar pri ministrici Kresal. Drago Kos pa na tej protikorupcijski komisiji. In že takrat mi je zaradi Patrie so me poslali. Nič nisem vedela o Patrii, ampak itak ne smeš nič govoriti o spisu. In takrat je bilo meni kristalno jasno, ker sta nekaj naštimala tam, ne. Ona dva, pa ne bi zdaj v podrobnosti, ker pa itak pravite, da je konc oddaje. No, mi je bilo kristalno jasno, da je ta Patria namještalka iz Slovenije na Finsko. Mislim, tako. Jaz zdaj teh svojih zapažanj nisem, ampak kar smo formalno, mislim, takrat sta na vsak način, Klemenčič je imel velik interes in Kos tudi, da bi neko krivdo in da bi se takrat prikazalo, kot da naj bi generalna tožilka onemogočala preiskavo, no, da skrajšam. Jaz sem pa tukaj bila kolegica s kolegico, ki je pač delala spis, videla sem razmere, ne, da sem se vtikala, ne, ampak vidiš in točno vem, ma kakšni špegalov spis, ma kakšni, mislim, lejte, bile so ravno te provokacije z druge strani, a ne, in sem vedela, da to ni res, a ne, zdaj. Jaz mislim, če bi takrat generalna tožilka kakorkoli posredovala ali želela, ker je pač recimo pristaš Janše, ali kar se to je znano bilo, a ne, tako jo dojemajo, da se ne preiskuje, mislim, da bi to takoj bilo v Dnevniku še isti dan pa po vseh medijih, ker je pač povezava druge strani s tam. In mislim, jaz sem prepričana, da bi to bilo in tudi, če bi karkoli, bi to bilo konkretno, bi to vsi vedeli, a ne. Tako pa smo ravno obratno vedeli. Kolegica je imela odprto linijo, vso pomoč, mislim, spis je imela pod nadzorom, neki omari ali kaj svem kaj in lejte, jaz več kot toliko se nisem, ampak takrat se mi je zdelo za malo. Jaz niti nisem teh podrobnosti razlagala, ampak sem napisala pač poročilo kot na vsaki službeni poti. Vem, da je potem bila neka, še to, kar smo potem tam oddali v Parizu, še to se je zdelo recimo tukaj na vrhovnem takrat celemu tej ekipi sporno in to sem rekla, pa ste imeli zdaj tam, mislim, hodite si sami in če vi mislite, mislim, kaj bi šele bilo, da me ni bilo tam, mislim,
Da ni bilo, ne vem, nekoga, ki je vsaj si upal oponirati, ne, državnemu sekretarju in tako naprej. No, takrat je bilo jasno, da tukaj se nekaj dogaja, neki interesi in tako naprej. Potem pa, poglejte vi, kako bom jaz Klemenčiča cenila, pride na predsednik te protikorupcijske komisije. Če bi bil človek, pravnik po duši in po stroki in bi obvladal pravo, bi prvo kot prvo prebral tisti zakon in bi spisal novega oziroma bi ugotovil, da te komisije se v bistvu tako ne rabi. In kaj je on delal? Je on ugotovil tako po srcu, po duši, kakšno resnično korupcijo, ki je vsem na očeh. A se je lotil kaj? Ne, samo te politične. In ko bereš pa te njegove ne vem, neki vem, da je bilo proti tistemu bivšemu ministru Šturmu, ker niso enega, mislim, tisto sem naknadno šla brati, takrat, ko je se moja odločba pojavila. Jaz sem dobila odločbo, gledam debelo. Jaz sem pred Janšo to dobila. In sem celo napisala novi zakon, celo sem predlagala razrešitev, to je bilo, ma čakajte malo, ti boš meni očital korupcijo, a pozabiš element po lastnem. Tam ni bilo očitka, Dragica Kotnik je, ne vem, umaknila obtožni predlog, ker je pričakovala to in to. Ne, ampak smo jo umaknila obtožni predlog, in če se ga, se imam 3. člen zakona o tožilstvu. Jaz sem samostojna, ma ne ti, ne general, ne predsednik države mi nima kaj reči, če sem umaknila. Recimo, se spušča tudi to, a ne? In kje je pa tle element korupcije? Tako da, ko sem pa zdaj brala, ravno včeraj sem si pa pribavila še odločbo o Fišerju, a ne? Da sem videla, kako, ker je zdaj pa, ko se komisijo kritizira, a ne? Ma ta Štefanec, kakorkoli smešen, pa ta je profesor za Klemenčiča. Mislim, tako je, ful mi je bilo všeč točno tisto, kar sem jaz pisala v ugovoru, pa pazite, to je bila takrat neka doktorca prava notri, ne? Pa, dobro, ki je šel Praprotnik, ki je šel na banko. Lejte, to je tipična korupcija, pa da je Drago Kos tam za ne vem kak denar na uro, tipična korupcija. NLB dokapitaliziramo zato, da bi pa naj preganjali to bančni rob, so pa menda, to mi je pa en prijatelj, so me upozorili, jaz medijev ne spremljam, da so bili ful pač zelo smešni Fišer, Masleša in Klemenčič, ko so po televiziji razlagali, da te bančne pa ne morejo preganjati, ker še 30 let prakse rabijo, ker ni sodne prakse, mislim smešnica. Lejte, norca se delajo iz ljudi in jaz normalno take osebe ne bom spoštovala. Ni se dokazal z znanjem. Jaz sem vse z znanjem pokazala. Ampak seveda, če imaš ti povezave po vseh sodiščih, če si iz prave stranke, če klicariš, a ne, poleg tega že kot človek, on meni recimo, jaz drugače stikov potem nisem imela, kot človek mi je dosti bolj bil, recimo Drago Kos mi je bil čisto simpatičen in všeč. Kot človek, ne? In recimo Klemenčič je pa... Pazite tu roko v mikrofone. Klemenčič je pa na Stopaški, recimo kolegica iz skupine imela dnevno ali pa tako pogoste telefone. Veste, to so Ljubljančani in se poznajo. In kaj si lahko? Razbrala sem, da to je en primitiven, poln sebe človek, a ne, kar ga pač jaz poznam, kar sem pač po teh reakcijah videla. Od tega, da je menda, lejte, to so pač, prosim, se je cela Ljubljana govorila, odnesel Mek iz policije na tam, recimo bil je sestanek, se je najavil na vrhovnem tožilstvu, ga čaka generalica, generalna, vsi tožilci, ne vem koliko oseb, niti nismo bili vredni, da pokliče, da je generalna, recimo to je bil en primer, klicala, sprašala, kje je in je povedal, da je z otrokom, kaj sem, kje. Ja, ne kritiziram tega, da se otroku nekaj zgodilo, hvala Bogu, če imaš otroka, poskrbi za njega, ima neka minimalna kultura zahteva pa en telefonski klic ali pa ne, aroganten, ampak v redu. Jaz sem, recimo, mogoče tudi malo tako, ampak jaz sem jaz zakon poznam, Klemenčič ga pa ne. Ja, in jaz takrat gledam, a ne, ja, čakaj, jaz sem takrat prvi vzela ta zakon o korupciji in jaz sem takrat govorila,
še dobro, da se to v meni zgodilo, ker se znam braniti, a ne? In jim vse napišem, tudi recimo kolegi sodniki so tisto gledali. In pravi, mislim, se to ne razumejo. Štefanec je to zelo dobro napisal, na drugi strani ali ne je. Kaj mora biti točno tako, da bi moja tisto vlogo pripisoval. Mislim, tako da se norčujejo iz tega gospoda, a ne? So hoteli norci se delati. Ne pa javno, ne? No, ne. Se norčujejo, pa ga kritizirajo, a ne? Ampak on je popravo naredil. Vi ste pa? A ja, jaz sem pa višja tožilka v suspenzu. Ki traja? A ja, suspenz traja že precej časa, je že eno leto je že čist nezakonit, brez pogojev, niti tistih formalnih, a ne? To imate pa eno potrdilo? Ja, da nisem v nobenem postopku. Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Ja, ampak kakšnem postopku ste pa potem vi, da ste še potem v suspenzu? V nobenem nisem jaz postopku. A ja, no tukaj en mesec nazaj sem pisala poziv generalnemu tožilcu, da nemudoma prekličeta, tukaj recimo vzadi, odgovora še nisem dobila, verjetno bo morala s kako tožbo. Ne, lejte, ko se je tista preiskava, tudi znakov ni bilo, sploh ne bi smeli uvesti preiskave, če bi zakon upoštevali, a ne? Ampak ne bom zdaj... Ta zakon, jaz samo tega poznam, ko bojo pa sprejeli novega, bom pa pač še novega obdelala, ne? Ne bi smeli sploh uvesti preiskave, ampak preiskavo so nujno rabili in to je bila uvedena, da naj bi jaz zlorabo položaja izdala te podatke, ker je predpisana kazen do 5 let in potem imaš ti zakon o tožilstvu, če državni tožilec je v postopku zaradi kaznivega dejanja, ki je zlorabil svoj položaj ali ki je predpisana kazen več od 2 leti zapora, a ne, se zoper njega uvede suspenz, ne. Potem so pa še eni primeri, ko se lahko. Niti nobenega nivoja zdaj ne dosegam, če so vložili neki, zaradi česar je predpisana kazen, ne vem, denarna kazen ali 1 leto. To je, kolegi so mi rekli, da je bilo to nekaj objavljeno, a ne. In recimo to, kar so vložili, če so vložili, a ne, obtožni predlog, prvič nima zakonskih znakov tistega dejanja, za katero so vložili, čeprav predloga še nisem sprejela, zato v postopku nisem. Drugič, ni to niti tako dejanje, zaradi katerega se ti sploh lahko v suspenzu. Niti po odločitvi tožilca. Enkrat je predpisan, enkrat ni predpisan in seveda v odločbi v suspenzu na veliko, je zlorabila. In vsi te pogoji, ki so danes, so bili pred preiskavo. Jaz sem takrat predlagala, vse že imate, vse dokaze. Sploh ni variante, da vi v preiskavi še karkoli dobite, a ne? In preiskava je nepotrebna. Ne, sem dobila, recimo, preiskava uvedena zaradi naj bi bila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja, ki sploh ni vpisano. In jaz pritožbi pišem. Ja, če pa sploh ni, kako sem zlorabila položaj? To ni dovolj, Dragica Kotnik je kot tožilka zlorabila položaj, ampak je že treba napisati. Zakaj? Kako? Kaj sem kot funkcionar, kot tožilec delala, ne? Zakon predpisuje, kako ti zlorabiš, daj storiš to dejanje. Nič od tega in potem mi višje sodišče napiše, da kaj bi pa rada, se mi ne očita zloraba. Okej, se mi ne očita zloraba, v odločbi v suspenzu je pa najmanj 10-krat ponovljeno, saj je še sodišče napisalo, da je zlorabila. Dobro, to je bila pač formalna baza, okej, ampak lani enkrat je bila preiskava končana. Od tistega dne sem jaz nezakonit, odle, ker sem, ne? In vi ste zdaj doma, v Kopru? Jaz sem doma v Kopru. Plačo prejemate? Prejemam približno 1/3 plače, ja. Nadomestilo, a ne to. In kaj lahko? Ja, lejte, ne morem Zdaj, jaz sem potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Ja, zdaj tožbo bom dala, ampak jaz vem, da ne bom uspela. Ja, itak, da bo trajalo, kaj mislite? Zdaj, takšni intervjuji, kot je ta, ali pa v demokraciji, vam zagotovo ne koristijo. Človek bi tako površno rekel. Glejte, veste, te stvari jaz gledam tako. To ni edini rek pametni, ki sem si ga zapomnila
osebe, ki me je čuvala, ko sem bila otroka, ne, pa skrbela zame. Vsako slabo je za nekaj dobro in to verjamem 1000%, ne, in človek obrača, Bog pa obrne. To tudi drži, a ne. Zdaj, jaz sem zadovoljna, da sem ohranila svojo osebnost, a ne, svoje sposobnosti, kakršnekoli že so, da pač funkcioniram, a ne. Glejte, sej, jaz sem imela izrazito neravnovesje v svojem življenju in jaz sem popolnoma izgorela. Jaz sem imela prometno nesrečo, ko sem se vračala iz službe, a ne, na avtocesti, avtototalka in niti nisem imela toliko, mislim, fizično razen udarcev in tega, ker pač močno vozilo, čeprav sem se zabila, nekdo se je zadaj vame, a ne, močna vozila. Bolj psihična izgorelost. Ja, zdravnik je ugotovil in seveda jaz tega nisem priznavala, jaz nisem priznavala stresa. Pa kakšen stres? Edino v stresu sem bila, če kaj ne bi znala, ker pa ne. Da na sodišču kaj ne bi znali, ne? Odvetnik bi pa recimo znal, bi pa ne. No, nisem mi nikoli zgodilo. Kar se tega tiče, zato se pa treba pripravljati, brati spise, proučevati. Če delaš, se gotovo pozna. Potem lahko pride do stresa, ne? Lejte, sej ne bi... Izgorelosti, no. Ja, izgorelosti je pa tako, a ne? Jaz, recimo, kolikor sem naredila. Zdaj ti, jaz nisem imela vpogleda v delo drugih, a ne? Jaz imaš svojo, itak imaš zmerom preveč spisov, pisarna polna, kolikor narediš, je časa mogoče zmerom malo premalo in zmerom je premalo narejeno, a ne? Bitka s časom, ne? In v bistvu si nezadovoljen, čeprav si briljant lahko, a ne? In nisem sploh tako, recimo, jaz sem edini tožilec, ki meni se zdi nikoli napredovala, oziroma še nazadujem, ker me to sploh ni brigalo. Nisem se jaz zanimala, nisem pisala šefu, ne vem, zdaj je pa 2 leta, ali ne vem kako, ker to moraš neki, oziroma šefi to skrbijo. Lejte, nisem. In vem pa, da sem sigurno bila med boljšimi, ali pa sigurno po delu in po temu, kar da, mislim, to sigurno je tako 1000% narejeno in premišljeno, ne, zadeve. Ampak, ko so pa ocenjevali, a ne, to je bilo preden, mislim, da konec leta 12, ne vem kdaj, preden so me suspendirali, skupino kot celoto, so nas vse tožilce, seveda vrhovni so pregledali delo. Ja, kaj mislite, vsi pohvaljeni? Tudi človek je v 2 letih spis rešil, niti ga ni do konca. Ne? Ko so pa prišli do Dragice Kotnik, pa je rekla ocenjevalka, dobro, po številu spisov, mislim, sem jih imela največ. Ne? Ampak sej število ni v bistvu tako, ker sem pač takrat bila vodja unga oddelka, itak edina, ki so mi pobrali ljudi, mi niti povedali niso, ne? Da jih ni več in tako naprej. Pa ni, mislim, jaz točno vem, če jaz ne bi delala brez napak, po moje bi mi tako z užitkom, ne, in niso mogli nič in potem so zaradi korupcije od Klemenčiča, ki zdaj že tudi sodišče vse skup zavrglo, a ne, so rekli, je rekla, ja, sej, Dragica, nimam kaj reči, ampak razen tega primera, ko nezakonito delaš, ne. Nezakonito so mi pa učitali delo na primeru, ki vsak dan tožilci rešujejo na tak način in ko sem jaz vse po prav naredila, a ne? Vse po prav. Tako da, lejte, ja, tudi tole, da sem jaz ostala doma, jaz bi v vsakem primeru zaradi po moje izgorelosti ostala doma, ker bil je mobbing ogromen. To je te slabi stvar, dobra stvar, da ste doma. Dobra stvar, da sem doma, da imam vse počiščeno, da vsak dan rolam, da mislim, drugo kvaliteto življenja gotovo imam, ne? Tistega drugega življenja. Ker jaz sem se prej preveč istovetila, zdaj vidim. Jaz sem bila samo, a ne, tožilka in tisti primeri, zdaj pa več kot, to se mi... In najprej sem se res počutila, tega ni več, mene ni več, pa ni res, ne? To sploh ni res, da je tako. Tako da, kar se tega tiče,
grejo stvari, mislim, so stvari, sem zadovoljna tako, kot so. Je pa res, ne, da prvo leto sem ogromno spala. Sploh nisem bila, ne vem, če bi bila zmožna takega pogovora. Koncentracijo imam še zdaj probleme, tudi, da bi se zdaj ne vem kako, a razumete, ja, zdaj, da ne bo izpadlo, jaz ne vem, vsak dan to nekaj študiram. Ne, ampak recimo, o tej Patri je bilo pa toliko in če se hoče s komarkoli pogovarjati, moraš prebrati. Mislim, zdaj na pamet nekaj govoriti, pa to se pač potem na podlagi politike. Aha, ja, sigurno je, ne. Saj je veliko ljudi tako, ja, pa če so pa vsa sodišča rekla, pa sigurno je. Ampak pravniki pa ne smejo tako, ne? Ja, mislim, če pa hočeš neko to debato peljati, pa to ne. Hotela sem še eno stvar vam povedati, ki sem jo tudi doživela, o kateri nisem govorila, pa mogoče bom. Kaj se v Sloveniji dogaja? Imamo regulativo, zdaj, če dovolite, ne? Če ne bom predolga, vse je normirano, 1000-krat preveč normirano, a ne? In iz tega normiranja, iz tega predoziranja predpisov izhajajo velike nesorazmernosti. A ne? Prav nobene logike ni v tem, da nekdo, ki pozabi vrniti tablico od vozila, ki ne stori nič, je, ne vem, 2000 evrov kazni, pa recimo pa je v zaporu, mimogrede. Pa je v zaporu, no, ker sem se tudi z enim takim primerom srečala. Po drugi strani pa ukradeš podjetje, je pa cela znanost, ali pa naročiš poboje, ali pa pobijaš in se nekdo, ki dela na sodišču, zelo potrudi in že pred preiskavo, ne vem, kakšne izvedence angažira in še razsodi, da ni znakov, ko so očitni znaki. Ampak drugo stvar sem vam hotela tudi reči. Potem imamo normirano, zelo je hudo, a ne, zelo je tudi kaznivo, če zlorabljaš osebnost drugega, osebne podatke, če vstopiš v stanovanje. Mislim, to so ustavno varovane kategorije, če karkoli. Po drugi strani sem pa sigurno imela 2-3 leta zasledovanje, prisluškovanje brez vsake odredbe. In nisem seveda bila edina. Jaz mislim, identificiran človek, ki me je spremljal, aha, pa ko pa pride do spisa, teh podatkov ni, odredb ni. Zdaj, kako to dokažeš, a ne? Kako in komu to dokažeš? Jaz nora nisem. A veste, ko se 2 meseca pripelješ iz službe in ko greš in isti človek preteče in ista točno danes je ta debela žena od tega, enega izmed teh, ki me je zasledoval, prišla ven skoraj kap zadela, smo se srečali, jaz sem preden sem šla k vam, jo je kar odneslo, ne? In to se dogaja, dobro, to že sam pogruntaš, pa cela moja družina ugotovi, da se te ljudje pojavljajo, ne? V redu, no, in potem naenkrat, ko je pač postopek šel zoper mene naprej, a ne, v določeni fazi, en človek se je čisto zgubil. In se je tudi, ko sem jaz sporočila, ne, ko sem to pogruntala, sem seveda po telefonu, pa po vseh medijih razlagala, po vsakemu, ko mi je bil voljan poslušati, imam spremstvo, imam nadzor in tako naprej, ker to je res, ne. Res sem ga imela. Celo, ko sem šla rolat, so me pričakali, ki so pričakovali, da sem s kom srečala, pa tako naprej, a ne. Policija, to pač je redno policijo, ampak zanimivo je, jaz sem bila pripričana, ko bom odredbe dobila, ker tudi ena kolegica sodnica potem reče, dobro, zdaj, a sem jaz na tvojih prisluhih, ne? Saka ne boš verjela. Ni jih v spisu, a ne. Tako da, kaj meni pomaga regulativa, sporedna država, točno to. Točno to. In ni ta nekako, prej ste mi omenili, ki je bil Virant še na oblasti, ne? Pa gospa Kresalova, kaj so kupovali? Ja, slučajno sem videla na tožilstvu en dokument, so kupili stroj za nezakonito prisluškovanje, napravo. Imel jo je kolega in jaz zdaj, da to vidim, ne, in sem zdaj, ko se vsake toliko se kaj zgodi, pa se moram pripravljati na vse kaj pripravljam, vse sem prinesla, ampak ne vem, kje je, sem rekla, lej, ne, to bo pa še prav prišlo, a ne. No, ko smo že pri stroki Klemenčiča, prej sem pozabila povedati, tukaj je ovadba,
Črička in Čebelice, Feliksa in Čebelice, zoper mene, s tem so šli na KPK in na osnovi tega je KPK začela postopek. Njim dala nemudoma zaščito osebnosti in kaj not piše, Dragica Kotnik prehitro vozi in dela in parkira svoja vozila v službeni garaži. In to je Klemenčič začel veliko preiskavo, velike korupcije. Mislim, to vam lahko tudi za spomin pustim, pa boste v miru brali. Pa povejte svoje mnenje enkrat ali pa lejte, mislim, to moraš videti. In, no, recimo, in jaz sem, ko sem to ugotovila, ja, čakaj, po ZKP-ju, a veste, kakšen standard je, da ljudje, ko res prijavijo huda kazniva dejanja, ko so ogrožena njihova življenja, ko storilec bo takoj vedel, da so jih oni prijavili, ker to so pač te združbe, res kriminalne združbe, in brez pomoči takih oseb organ pregona nikoli ne pride do informacij, da lahko sploh preganja ali pa začne preiskovati eno združbo. Kakšni so to pogoji in kako malo ljudem se da zaščito, a tukaj ti prideta pa Feliks in Čebelica, potem, ko so jih še z Vrhovnega napotili na KPK, a ne? Ker recimo 4. maja je ta sedanji generalni tožilec nastopil funkcijo, 15. so že bile Čričke in Čebelice na KPK-ju. No, in so kao zdaj pa, ko gledaš pa zakon o korupciji, lahko pride oseba in prijavi korupcijo. In če prijavi korupcijo in pač navede tudi neke okoliščine, mu lahko da zaščito. Ta ni zoper mene prijavila nobene korupcije, ta oseba, dali so mu zaščito. Pa ne gre za to, da je samo prijavila korupcijo ali pa pač po pomoti so oni mislili, da je to korupcija, če jaz parkiram in če prehitro vozim in prekrške prehitro vozim zaradi službenih poti, ker se mi skozi mudi, ker imam dosti obveznosti in jih iz svojega žepa nemudoma plačam, niti pritožbe ne dam, čeprav bi jo lahko, ker če te policija se vozi za tabo, pa ti v 5 minutah nažge 2-3 prekrške zaradi prehitre vožnje, najmanj 2 nisi dolžen plačati. No, in potem, ko to gledaš, ne, da so prijavili korupcijo, pač opravili svoje delo. Prvič so to ljudje, Čriček in Čebelica, policisti, kaj niso šli na policijo prijaviti, Mislim, to so stvari izrazito nezakonite. In če en bogi Klemenčič tega ne ve, kaj tam sploh dela, Mislim, katastrofa. No, in potem niso to prijavili, hodili so kar naprej so hodili, oni so, Čriček in Čebelica, nezakonito tajno delovali zoper mene. Nezakonito so mi pozivali v telefon, pa v mail in to sporočali. In to imaš komisijo ob tem, če bi že, recimo zdaj, kot komisija je tak nepotrebna, kot je varuh nepotreben, kot so vse te agencije silne nepotrebne, ampak če že dosti bolj verodostojna oseba je tale sedanji predsednik, kot pa je bil Klemenčič, to pa sigurno. Jaz se vam zahvaljujem za vse, kar ste povedali. Dolga so bila, malce čez uro. Hvala vam za obisk v našem studiu, da ste kar precej močnih povedali o našem pravosodju, resničnih, In jaz upam, da se še kdaj vidiva, pa še kaj več poveva. Pa naj se tole čim prej razreši, pa da se vrnete v službo. Čeprav pravite, da je včasih tudi luštno malo počiti. Ja, najlepša hvala za vabilo. Zdaj, jaz se ne strinjam, da sem neke krepke govorila. Tako pač vidim in to žal je tako. Sej dokumenti, o katerih sem govorila, so dostopni in jaz bi predlagala pravni ali pa laični stroki javnosti, pribavite si to, odmislite imena, vse odločbe berite tako in boste dobili najboljšo sliko in zakoni so tudi dostopni, zadeve niso komplicirane, ker recimo to moram še dodati, če dovolite, Klemenčič je imel famo in recimo tudi moji sorodniki, ta pa bo, ta pa je v redu. Ko sem jaz dala tole za brat, pa vsakmu, ko sem dala potem tole, kar sem od njega, od komisije pod njegovim vodstvom dobivala in ko sem jaz pisala, so ljudje totalno spremenili mnenje. Saj, ni treba meni verjeti, ker sem lepa, grda, bolana, boga, ne vem kaka,
Ni treba nekoga šimfati, ker ti na vides ni všeč, ker Klemenčič, oprostite, mislim, no. In preberite stvari, pa pol imejte mnenje. Se to ni tako komplicirano. Vse se da dobiti, ne? Vse se da dobiti. Ja. Hvala še enkrat. Hvala pa tudi vam za pozornost in po Zasavsko srečno.